Nimamo moderatorja današnji predstavitvi publikacij, bom pa jaz to malo prevzel kot urednik zbirke. Torej, začeli bomo z mojo predstavitvijo publikacij iz zgodovine 20. stoletja, ki so bile objavljene v zbirki Historija v zadnjih nekaj letih. Zbirka Historija za začetek je znanstvena zbirka, ki je izdajal dele za zgodovino Evropske univerze v Ljubljani že, jaz mislim, da bo zdaj že nekih 30 let, ko vsega skupaj ta zbirka funkcionira. Od leta 2020 smo izdali 13-14, nekatere so ne v povoju, ampak recimo se povoj že razvija, tako da že so v bistvu že v fazi, da bo pravzaprav čez mesec boste še zadnja dva zvezka v letošnji seriji izdajanja publikacij. Danes bom predstavil nekaj publikacij, ki so išle v zadnjih, torej od leta 2020 dalje. Začeli bomo z eno publikacijo, ki je nastala v sodelovanju, oziroma ki smo izdali skupaj z Oddelkom za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Zagrebu, kot rezultat v bistvu znanstvenega simpozija ob 70-letnici spora oziroma reforme Biloja, torej zato tudi naslov knjige Tito Stalin Split, pa seveda treba Split v angleščini, dalo bi se tudi lahko po naši razumeti, kaj je Split, ampak tukaj ni mišljeno dalmatinsko mesto. Gre za zbornik, v katerem so različni avtori, torej naslovi smo Slovenci pa Hrvati, kot je možno, pa tudi priznani zgodovine iz Evrope in Amerike, ki se ukvarjajo z Jugoslavijo, specialno z vprašanjem socialistične Jugoslavije, torej debata o različnih vidikih problema, ki ga je povzročil, oziroma posledic, ki so bile povzročene z tem razkolom med Titom in Stalinom. Ne na personalni ravni, čeprav naslov govori o personalnem razkolu, sklepa se z naslovom, seveda gre pa za širši kontekst tega dogajanja. Na to zdaj pa sledi serija knjig, kot vidite, imam 3 stojala, pa je premalo za vse te zvezke, ki zdaj sledijo, ki bom predstavil, gre za zvezke, ki smo izdali v okviru raziskovalnega projekta Okupacijske meje, kjer smo izdali, mislim, da jih je 9 skupaj knjig, ki so različno zgrajene, pri čemer pri 2 pravzaprav gre za podvajanja, da bom na koncu pojasnil, kakšno podvajanje bo mišljeno. Prvi je zbornik Okupacijske meje, kjer smo različni avtorji predstavili seveda v skrajšeni obliki problematiko okupacijskih mej v določenem regionalnem okolju, od splošnega pogleda pa seveda potem različne regionalne problematike, kot so Idrija, pa Žirovsko, pa Bela krajina, pa Dolenjska, Prekmurje, Ljubljana z okolico, množica nimo zavesti. Ljubljana je bila obmejno mesto, kar je seveda unikatna stvar. Vsi vemo o žici okoli, ne pa da je bila zato žica še ena druga žica, ki je bila državna meja. Na to pa sledijo, kot rečeno, malo bolj razdeljane širše zgodbe iz različnih okolij, začenši recimo z tole knjigo o Psotelju, torej južni meji Rajka, kot sta kolega naslovila knjigo, torej o tej problematiki okupacijske meje na skrajnem južnem robu Rajka, torej o Psotli, delno tudi Sava, torej špica, kjer se Sotla steka v Savo. Eden od rezultatov, nimam zdaj seveda vseh kart, za vsako knjigo imam samo en slajd, ni potrebe kaj reči, ampak eden od rezultatov ugotovitev je recimo, da je bilo v času Tretjega rajha več mejnih prehodov med NDH in Nemčijo, kot je bilo kasneje med Slovenijo in Hrvaško, recimo po leta 1991. Po leta 1990 je bilo mnogo več zaprtih, čeprav so pred tem obstajali, torej tudi za malo obmejni promet, pa ne samo tam problemi, so bili tudi Beli krajini v tem kontekstu, tako da
gre za širše zanimivo zgodbo. Seveda, ta zgodba tukaj vključuje še en vidik, ki pa se sicer neposredno ne dotika meje kot takega življenja znotraj zamejenega prostora, pa ja, namreč v poklicevanje tamkajšnjega domačega prebivalstva v nemško vojsko. Torej, tudi te stvari so vključene. Pri vseh teh knjigah je veliko v bistvu zgodb, zgodb preprosto rečeno, iz okolja, kako so prebivalci doživljali mejo, kako je ta meja na njih vplivala, na vsakdanje življenje. Ne nazadnje je lahko mnogo koga ta meja stala tudi življenja, kot je recimo pisano tudi v tej knjigi, ko je nekdo čez mejo hodil, vas po domače povedano, pa so ga Nemci malo opazili, da na ta menjal in so mu potem nastavili in je 2 dni umiril. Naslednja je recimo o Beli krajini, o okupacijskih mejah v Beli krajini, pri čemer gre tukaj seveda zdaj drugo mejo, da smo imeli Nemčija, NDH, bomo Nemčija, pardon, Italija, NDH, zopet najrazličnejši dokumenti, zgodbe o ljudi, ki to doživljajo, med drugim recimo inkarnacije, imamo tule primere, kje smo zdaj bili, ne bi povlasno, ne, povečal je, on je ljeli. Se tega nazaj umirimo, da smo bili. Torej, dotikaj se ne smem, moram se na pravem mestu dotakati. Torej, v Škofijskem arhivu Ljubljanske nadškofije hranijo 1200 takih kartončkov, na katerim je zapisano podatek o osebi, ki je umrl v italijanskih koncentracijskih taboriščih, ki jih je Berlusconi sicer označil za izletniške točke, med drugim recimo. Recimo, Čemas Franc je umrl, dobro, jaz sem zdaj tukaj vzrok smrti, seveda prekrivim zaradi, ampak glavno gre izhiranost, pa različne bolezni. Torej, ta podatek je urad ali pa poveljstvo iz taborišča poslalo v Ljubljanski škofiji, škofija župniku in župnik je to pri maši prebral. In ko je ena od žensk to slišala, se je onesvestila, namreč umrla sta, mislim, da sin pa svak, recimo. Ali recimo drug vidik, kako vojna funkcionira na nenavadne načine lahko. Tole zgoraj desno so 3 spričevala moje tete, ki so vsa popisana iz iste osebe. Ista oseba je upravitelj šole. Prvi dokument je, vidite, da morda se da videti, je v italijanščini. Torej je šola v času, torej pod italijansko okupacijo še. Sredina je svobodno ozemlje. Ta zadnji je pa iz junija 45, pa DFJ. Ravnatelj je vršče isti, učenec je vršče isti, ocene so tudi bolj ali manj vršče iste. Kako v bistvu funkcionira voda na najrazličnejše načine. Med drugim v Beli krajini smo našli tudi množico različnih dokumentov, oziroma za Belo krajino, recimo o utrjevanju naselij. Pri čemer je šlo lahko za čist banalno, da so pač tam en bunker zgradili okoli nekih hiš, ki so jih seveda izpraznili, lahko pa seveda tudi za fortificiranje. Večano so do te kakve večje stavbe v šolo v kraju, kakva šola, župnišče, ki je bilo zopet kakšna velika stavba, kjer so pač potem Italijani se utrdili. Sploh seveda gre za kakšne večje kraje, ker manjše so, iz manjših so se precej hitro umaknili, vemo, pač spomladi 42. In pa od mejo, koliko je ostalo. Čeprav koliko pa recimo niso fortificirali. Recimo, kot so to Nemci svoje meje proti zaveznikom sicer fortificirali. Tole je spet en drug vidik, ki je lokalni, torej o razkoseni Sloveniji, naslove razkosena Slovenija, gre za publikacijo, kjer so različni vidiki
pravno-formalnih in podobnih vprašanj v zvezi z delitvami slovenskega ozemlja. Segajo pa stvari tudi v preteklost, torej kako so bile različne zamejevanje v slovenskem prostoru videti v preteklosti. In seveda, potem jasno, geomina pa vezana na drugo svetovno vojno o pravno-formalnem ustroju meje proti vseh štirih okupacijskih sil Nemčije, Italije, Mađarske in pa Hrvaške. Med drugim vidite, smo lazili tudi visoko po hribih, tole je na šitni glavi tale slika. Zanimiva situacija je obmejni trikotnik, pravzaprav gre za del ozemlja, ki je bil del tega trikotnika ozemlja, ki je bilo za Nabalsko mejo, že pred vojno. Del je ozemlje, ki je postalo okupacijska podzona Italijanov, torej Ljubljanska pokrajina. Del je pa, ki so ga zasedli Nemci, torej govorimo o prostoru Žirovske kotline, Idrije. Ta del smo zajeli v eno od posebnih knjig. Tista stvar tam zgoraj je ena plošča na eni kmetiji, sem se potem spomnil, ko sem ta PowerPoint delal, mogoče ne bo slabo muzealce malo pozoriti, pejte tisto ploščo iskati, da ne bo šlo v malo vse skupaj. Namreč, to je zdaj v enem seniku, za en oken zabit se vidi, da je to v bistvu zadnje, malo prodela svetloba, vidite, da gre za neko zaprtja neka luknja. To je v bistvu plošča, oznaka, ki je bila med obema mejnima, na meji med obema državama, torej med Nemčijo in pa med Italijo, v okolici Bohojraca. Kmet se je pa razburjal in so mu uspeli to mejo, ki bi sicer še mogla deliti kmetije stane na eni strani, zemljiško gospodarsko postopke pa na drugi strani meje, da so šli le okoli, ker če ne moreš funkcionirati na ta način. Tole je knjiga o Dolenjski, okupacijskih mejah na Dolenskem. Mogoče bi upozoril na tale zemljevid. Ta zemljevid prikazuje stanje pred definitivnim postavitvijo meje, namreč gre za provizorično stanje od aprila do junija 1941, ko v bistvu Nemci, ne glede na to, kakšno so bila že prej dogovorjena določila o meji, pravzaprav vojaško zasedajo še del ozemlja, ki je potem v bistvu bil del Italije, torej malo vzhodno novega mesta so že bili Nemci, torej tam, kjer je danes tovarna Krka v novem mestu, ki se že Nemčija, tako blizu centra, čeprav so bili pravzaprav od začetka jasno, tako so Italijani Nemci tudi zasedli na novo mesto, tudi župana postavljajo, nekdo se je razglasil, da so ga za župana, ampak so potem to Italijani pač le pridobili nazaj. Do drugih takih cukr zgodb, Italijani, zgodilo se je, da so Nemcem postavili, tako kot ženi pa nevesti postavili, eno desko, potem so pa v bistvu pa Italijani prišli, so hoteli tako desko tudi za njih, prej niso dali, torej Nemci so naredili napis, Italijanom pa ne. Delno, zdaj, zakaj tukaj malo tele privlačnosti Nemčije? Ljudje so delali v Nemčiji, izkušnje so imeli z relativnim socialnim zglednim ustrojem, nasproti Italiji, ki je mnogo bolj konfuzna, pa seveda Italijane zaradi Primorske tudi niso preveč čistne. Tu je treba upozoriti še na 4 vasi, ki so jih zasedili na NDH. NDH je dobilo v svojo posest, tam 4 vasi v Brežiškem kotu, pa en pas ozemlja v Halozah, kjer pa ni bilo vasi, tam tu pa takšna hiša je bila, ne pa kontinuirano naselje. No, to je pa recimo še en primer, tudi Novo mesto je bilo obžičeno, celo zdaj danes smo 20. Danes teden bodo imeli v Novem mestu pohod. V Ljubljani je na dan zmage 9. oziroma ono soboto pohod ob žici, v Novem mestu ga imajo pa 27. aprila, tudi pohod ob žici, ki je tudi obkrožala, skoraj strmeno obkrožala mesto. Tole je knjiga, ki govori o problematiki okupacijskih mej v Prekmurju. Naslov je simptomatičen in pove točno to, ker sem prej rekel, da je kmet malo signal, da so šli mimo, tu pa ne. V bistvu, ker je bila med
domačijo, pa med gospodarskimi poslopji je bil tek potok in so me postavili na potok. Je zdaj vsak na eni strani, ne, zato je Krejev bil v Nemčiji, ne, gre pa za prostorih parih vasi na Severnem Goričkem, Fikšnici, pa še Ocinje, pa še dve vasi, Kramadavci pa Serdico, kjer je bilo malo več nemškega prebivalstva, to so priključili v bistvu k občini, ki je bila pač takrat del Nemčije, torej danes pod avstrijsko oblastjo, oziroma danes pač Avstrija. Primer, seveda, tudi Madžari, na Madžarske so seveda upoklicevali v vojsko in drugim, seveda tudi porabske Slovence, to je primer neke fotografije enega porabskega Slovence, ki je pač tragično končal. To pa je posnetek iz Sarajeva, ki je bilo taborišče predvsem za koloniste, oziroma predvsem so izseljevali te Slovence, ki so kot kolonisti med obema svetovnima vojnama prišli v Prekmurje na pač izpraznjena zemljišča. Te so zdaj, recimo, Madžari, ki so spet prišli pozabno na isti prostor, ki so bili do 1918, te so množično preseljevali v koncentracijske taborišče v Sarajevu. Imamo potem pa posnetek, recimo, tudi zgodbo nekoga, ki je bil otrok, ki so ga potem iz Sarajeva prepeljali v Vojvodino in je celo vojno preživel v Vojvodini starši po taborišču in so se potem po vojni, ko je oče prišel pod njega in njegov, torej po sine in hči, obla stara, takrat, ko so jo odpeljali, mislim, da manj kot 10 let. Dobro, knjiga se pa potem dotika še enega drugega problema, namreč povojnega obračunavanja za Madžare. Namreč grad v Slovenskih Goricah, tam, ki je za izveditev sebe. Hrastovec je bil taborišče za konfiniranje Madžarov iz Prekmurja, tudi žrtve. Na koncu sta pa zdaj tiste dve, ki sem jih rekel, zdaj sta na dve malo posebne zadevi, namreč dve knjigi, torej Okupacijske meje, tisti zbornik, ki sem ga prvega omenil, pa ono razkosovno Slovenije, ki je nekaj vmes, smo se odločili prevesti v angleščino, zato da je zadeva dostopna mednarodne javnosti v celoti, ne zgolj po povzetkih, ali pa s kakšnim Google Translatom iz PDF-ja pač skopirali in prevaja. Potem smo si pa privoščili še nekaj in smo pravzaprav stvari poslali direktno na določene targetirane knjižnice od Amerike do Evrope. Češ, tu imate, pa si pogledajte stvari. Za konec, to kar je že šlo, zato bom to knjigo še povedal, še ena knjiga bo predstavljala avtorica sama, ena knjiga, ki pa tik pred izidom že tiši, bo pa tudi avtor predstavljal, to sem počel s tole, to pa je najnovejša zadeva, to smo izdali v sodelovanju z oddelkom za geografijo, zato je tudi označeno, da je knjiga išla v zbirki Geografka, v zbirki Historija, gre pa za obsežno branje, namreč 1800 strani teksta, obeh zvezkov, Dušana Pluta o ekosistemski družbeni ureditvi. Torej, analiza, kako je, analiza historično v smislu, kako so nekoč že razmišljali o drugačni družbeno-ekonomski ureditvi. Recimo Kosar, zelo nadrobno analizira, in kakšne so vizije, seveda, človek, ki je to pisal, je lahko tisti, ki to napiše, Dušan Plut, ki ga seveda poznamo ne zgolj kot člana predsedstva, ampak predvsem kot ekologa, še izpred časov, ko je bil član predsedstva. Toliko z moje strani, zdaj pa vabim Ano, da ona predstavi, Ano Cegor Paradiš, da ona predstavi svojo knjigo Bela Tuga, ki je ravno tako išla v zbirki Historije. Aha, tukaj. Tako. Ja, prvo naj se zahvalim
organizatorjem in organizatoricam tega kongresa, da lahko predstavim svojo knjigo. Verjetno je smiselno začeti na začetku in zakaj, torej predstaviti, zakaj izraz oziroma naslov Bela kuga. Gre za izraz, pač, s katerim so v obdobju med obema vojnama, ki je v knjigi v ospredju, tudi na slovenskem označevali zniževanje rodnosti in porast števila tajnih splavov. Izraz imel seveda propagandni značaj, vzbujati paniko in se potem takem se skladal z neko pronatalistično politiko, ki je bila v tistem obdobju v ospredju. Pronatalistična politika je tedaj vidna tudi v zakonodaji, no v knjigi na začetku postavim razvoj zakonodaje v daljši časovni kontekst, vendar se potem predvsem osredotočim na obdobje med obema vojnama. Ta pronatalistična usmeritev je torej vidna v kazni glede splava. Poleg tega pa so uvajali številne druge zakone, s katerimi so poskušali spodbujati rodnost in tu naj omeni samo najbolj bizarnega, to je davek na samske moške. Potem ta pronatalistična usmeritev je razvidna tudi v takratnem diskurzu in celo v umetnosti, tako imamo na temo celo v Jugoslaviji posvečene celovečerne filme. Najbolj odločno so proti fenomenu, potem v knjigi bolj podrobno analiziran diskurs, kot je povsem pričakovano, so najbolj odločno proti fenomenu nastopili konservativno usmerjeni avtorji, zadnje so bila tako zniževanje rodnosti kot porast števila tajnih splavov, pač simptoma težkih socialnih razmer, a hkrati tudi splošne biološke in moralne degeneracije naroda ter sebičnosti tako imenovane nove ženske. Marksistično usmerjeni avtorji so nasprotovali tovrstnim pogledom, zato so tudi praviloma zagovarjali legalizacijo abortusa, vendar delno, se pravi, zagovarjali so uvedbo določenih indikacij, pri abortusu čisto popolne legalizacije, pa tudi v tem primeru niso zagovarjali. Potem pa imamo liberalni diskurs glede rodnostnega vprašanja, ki ni kazal tolikšne homogenosti, idejne homogenosti, kot da recimo katoliški in marksistični diskurs. Nasplošno so se postavili nekoliko bliže tem antinatalističnim argumentacijam zlasti, ko so polemizirali z katoliškim tiskom. V monografiji potem v nadaljevanju podrobneje predstavim, kako so na vsa ta vprašanja gledala ženska društva oziroma ženske zbrane tudi okoli ženskih revij. Zanimivo, da se njihova mnenja bistveno bolj heterogena, kot bi se pričakovalo na prvi pogled. Gotovo pa so prav nekatera, kot vidimo, ženska društva najbolj odločno se postavila v bran delni legalizaciji abortusa in v ta namen organizirala tudi zborovanja, med drugim tisto najodmevnejše leta 1933, na katerim je nastopila med drugimi tudi Alojzija Škebi, Angela Vode, Harriet Tubman in podobno. No, potem morda zanimivejši del knjige. V drugem delu poskušam rekonstruirati zgodbe vse, ki so bile v obravnavanem obdobju vpletene v abortivne prakse, kar mi predvsem omogoča analiza sodnih spisov iz mariborskega in celjskega okrožnega sodišča v tistem času. Ob prebiranju kazenskih spisov se odpira osnovno vprašanje, kako so posamezna sodišča obravnavala, interpretirala zakonodajo in so torej v okviru
predpisanih možnosti izrekala ponavadi višje ali nižje kazni in tako kot se izkaže tudi v številnih drugih primerih, sodišča so izrekala relativno oziroma vsaj v primeru žensk, ki so prekinile svojo nosečnost, mile kazni in to se izkaže zlasti v času, ko je veljal že jugoslovanski kazenski zakonik, ko so jim večinoma dosojali zgolj pogojne kazni. Podobno so kaznovali tudi spolne partnerje, če so bili upleteni v pač te abortivne prakse, nekoliko višje kazni pa so izrekala sodišča, se pravi celjsko in mariborsko sodišče, izvajalkam in izvajalce abortusov. Zlasti, če je šlo za povratnike in predvsem, če je šlo do zdravstvenih zapletov in do smrti noseče ženske. Potem imamo, če v sodnih spisov sem odkrila tudi, zakaj je prišlo pravzaprav do ovadbe teh intimnih ravnanj. V večini primerov je do razkritja pač prišlo zaradi nekih zdravstvenih težav, prijavilo je zadevo torej medicinsko osebje, kdaj pa se je za splavo izvedelo tudi drugače. Nekateri spet od teh načinov poizvedeli so resnično bizarni, splav so recimo prijavili sosedi, pa kakšni sorodniki, ki so bili zaradi drugih zadev v konfliktu z obtoženci oziroma obtoženkami. Celo imamo primere, ko so splav ovadili partnerji nosečih žensk ali partnerke oziroma te noseče ženske same. S pomočjo tovrstnih virov, to se je malo podrlo, lahko do določene mere rekonstruiramo tudi profile obtoženk. Kot prvo lahko ugotovimo njihov stan, v večini primerov gre za neporočene ženske, še v času med obema vojnama, kar se potem po drugi svetovni vojni seveda spremeni. Kazenski vzroki tudi pričajo, se pravi kazenski spisi tudi pričajo o vzrokih za inkriminirana dejanja in ta v knjigi predstavim bolj podrobno. Zelo pogosto se kot pač razlog za splav navaja zavrnitev strani spolnega partnerja. Pa revščina, tukaj imamo v bistvu tudi poklice teh žensk, ki so splavile. Potem pa, kar je posebej zanimivo, s pomočjo sodnih virov do neke mere lahko ugotovimo, kako so ženske same percipirale svojo nosečnost in splav. In v knjigi nekako dokazujem, kako so v zvezi s tem ohranjale samo svoje tradicionalne predstave še v 20. stoletju. V polju teh tradicionalnih predstav ni zvladala neka znanstvena medicinska gotovost, pač pa slutnje in intuitivno ravnanje. Nasprotju s tistem, kar je trdila medicina, se je zdela ženskam meja med pravzaprav kontracepcijo in splavom zabrisana in lahko prehodna. Zaradi tovrstnih zlastnega telesa izbirajočih predstav, tako žensko splavo pravzaprav niso videle nič kaj nemoralnega, spodbujanje povrnitve mesečne periode se mi je zdelo nekaj naravnega in nujnega. Tako da toliko potem v knjigi v nadaljevanju spregovorim še o izvajalkah in izvajalcih abortusov. Tukaj bi moral biti tudi graf, ki prikazuje, kdo je to bil. V večini primerov so bile to ženske. Kot zanimivost, v velikem odstotku se je med njimi recimo žen rudarjev, ki so opravljale tovrstne storitve, bi lahko rekli. Med moškimi so bili tudi zdravniki, pa recimo takšni in drugačni delavci, med njimi celo kot zanimivost zidarski polir.
Kazenski spisi tudi pripovedujejo o sredstvih, ki so jih te izvajalci in izvajalke uporabljali. In recimo eno izmed najbolj razširjenih sredstev oziroma pripomočkov za izvajanje splava na Celjskem je v obdobju med obema vojnama bilo poseganje v nožnico s telohovo korenino. To sredstvo, ta pripomoček se resnično pojavlja v kar 1/4 vseh primerov. Potem se seveda v knjigi sprašujem, če se ta profil izvajalcev in izvajalk abortusov, ki ga prepoznamo s kazenskimi spisi in podobnimi viri sklada z profilom, ki je v ospredju v takratnem javnem diskurzu. V javnem diskursu so jasno tovrstni izvajalci in izvajalke demonizirani in knjiga predstavlja, če ta pogled nanje odraža tudi neko resnično stanje. Potem pa na koncu bi lahko zaključila, da se pravi, tudi moja knjiga, tudi moja raziskava pokaže, da se je tragičnost ilegalnega abortusa bolj ko v nekih kaznih kazala v nevarnostih ilegale, in zlasti, se pravi, ženske so to počele v nehigienskih razmerah, izvajalke in izvajalci abortusa so jih tudi kdaj ogoljufale in še ena pomembna posledica kriminalizacije abortusa je gotovo tudi ta vzgojno in kruto nadzorovalni mehanizem samega preiskovalnega postopka, ki kaže, kako stresno bi bilo za ženske priti pred sodišče, pripovedovati svoje intimne zgodbe in včasih se je zgodilo, da so zaradi tega stresnega okolja na sodišču, preiskav, ki so se lahko vlekle mesece in mesece, ženske celo storile kakšna nepričakovana dejanja. Imamo tudi primere samomorov, ne zaradi samega dejanja splava, ampak zaradi stresa, ki so ga doživele ženske zaradi tega, ker so prišle pred roko pravice. Hvala za pozornost in če bo kakšno vprašanje, mislim, da daljše od 15 minut. Zdaj bo še Boža Repeta, ki bo govoril o zanimivi zadevi, namreč po ponovni objavi Brezigarjevega gospodarskega načrta iz leta 1918, ki ga pripravljamo, stvar bo kot rečeno šla v mesecu dni, kot morda nekaj vrste napoved za popoldanski panel o vizijah gospodarskih, ki so bile med Slovenci. Božo, izvolite. Hvala lepa. Ja, torej, ta tema, ta knjiga, o kratkem je šla, se navezuje na dve temi. Ena je, kot je omenil Bojan, vprašanje vizij, futurologije, kot to imenuje naša kolegica Kornelija Ajlec, se pravi, nekih razmišljanj o načrtih in o tem, kako so se uresničili in ne uresničili. Seveda govorimo o velikih načrtih ali nacionalnih ali večnacionalnih, kot so po prelonih prvi, drugi svetovni vojni in tako naprej. No, druga tema, ki pravkar poteka in ki zna biti intrigantna, je pa vprašanje slovenstva, nastanka in tako naprej. In če govorim o tem, zakaj je mene pritegnil Brezigar, poleg njegovega precej pustolovskega življenjepisa, o katerem bom nekaj besed še rekel, torej zakaj me je pritegnil ravno zaradi tega, ker ko je on deloval, to je pač konec Prve svetovne vojne, glede te teme, sicer je njegovo delovanje daljše, je
se prvič oblikujejo neki državno-pravni programi, sicer nedefinirani, govori se o jugoslovanski državi, ampak od takrat naprej v bistvu realno lahko govorimo o tem, da bo mogoče nekoč Slovencem država dosegljiva. Dostikrat se namreč pozablja, da je uradno poimenovanje Slovenije v državno-pravnem smislu. Šele z nastankom federalne Slovenije, torej Republike Slovenije v takrat še narodni Jugoslaviji, kasneje socialistični Jugoslaviji, in to z objema ustavama leta 46 in 47. Vse drugo prej so neki politični pojmi, poimenovanje Slovenije v času Slovenije, v času Koselskega in vse tisto, kar pač poznamo iz osnovnošolskih in srednjošolskih učbenikov. Torej, najprej nekaj o Brezigarju in potem o tem njegovem programu oziroma o razmišljanju političnih elit ob koncu Prve svetovne vojne in seveda neko pravzaprav zaključno vprašanje, ki je še odprto, kaj nam tedanje razmišljanje lahko pomenijo za današnji čas. Torej, najprej o Milku Brezigarju. Milko Brezigar mlajšim generacijam zagotovo ni znan. Starejši zgodovinarji se ga spomnimo. Torej, gre za nenavadnega, bi lahko rekli, človeka, ki je iz teh krajev. Torej, rojen je bil v Doberdobu, šolal se je pa tukaj v Gorici, torej, seveda, kot rečemo, stari Gorici. In potem deloval, torej študiral na Dunaju in že med Prvo svetovno vojno nekako vohunsko deloval, bi lahko rekli, da je bil povezan v centru v Švici in predajal informacije in je bil tudi obsojen, bil je zaprt, formalno zato, ker ne bi poneverjal nakaznice za moko, ker je delal pač v statističnem oddelku žitnega zavoda na Dunaju. No, procesiran ni bil, ker je bilo prej konec vojne. Njegova politična karijera se potem začne z nastankom kraljevine SKS oziroma ob razpadu Avstro-Ogrske, ker julija 1918 je prišel v Ljubljano, avgusta je postal glavni tajnik Narodnega sveta za slovenske dežele in Istro in član njegovega gospodarskega odseka. In potem, ko je nastala narodna vlada SKS za Slovenijo, je torej deloval v njenem okviru zadolžen pa predvsem za gospodarska vprašanja. No, v tistem času je potem tudi nastal ta njegov program, ki je pravzaprav prvi ekonomski program v sodobni Sloveniji, sodobni mislim, seveda nekje od konca 19. začetka 20. stoletja. In v njem je nekako sintetiziral razmišljanja tedanje slovenske politične elite, se pravi vlade SKS v Ljubljani, Narodnega sveta in vseh drugih, ki so takrat kakorkoli razmišljali o tem vprašanju. Iz tega vidika je seveda ta njegov program izjemno zanimiv. No, ampak če nadaljujem z njegovo biografijo, se bom potem vrnil k samemu programu, če nadaljujem z njegovo biografijo, on je bil v tem prehodnem času dejaven zlasti pri valutnih vprašanjih. Vi veste, da je ob združitvi kraljevino SKS, da je bilo valutno vprašanje eno ključnih vprašanj, na katerem se je pravzaprav tudi lomila usoda mednacionalnih odnosov v novo nastali državi. To je bilo izjemno občutljivo vprašanje, zlasti razmerja, kako urediti razmerja med številnimi valutami, ki so daj funkcionirale v tem prostoru, zlasti seveda
avstrijsko krono, torej pa tudi druge valute, 4 take valute so funkcionirale in Brezigar je bil eden od ljudi, ključnih ljudi, ki so to reformo potem nekako izpeljali. Hkrati je izpeljava ta reforma pomenila tudi, da Avstrijci niso mogli več tiskati brezvrednih kron in z njimi uničevati Jugoslavije, kot so sicer načrtno, torej kraljevina SPS, kot so načrtno delali. Je pa se valutna reforma povzročila številne konflikte, vsi so se, kot je to običajno, čutili ogrožene, oropane, vse je bilo nepravično v korist srbskega dinarja in tako naprej. In tudi danes so ocene med ekonomskimi zgodovinarji, kako je bila izpeljana ta valutna reforma, zelo različne. Nekateri, vlasti slovenski, seveda pravijo, da je bil avstrijski del tukaj prikrajšan in goljufar, srbski zgodovinarji trdijo, da je bila zadeva izpeljana pravično in realno in tako naprej. Torej, kolikor avtorjev, toliko tudi licenci, lahko tukaj rekli. Brezigar je potem postal nekako eden vodilnih politikov iz ozadja, bil je namreč zelo skrivnostni človek v liberalnem taboru, v ožjem smislu, torej tako imenovanih mladoliberalcih iz kroga Gregorja Žerjava. Ti so oblikovali idejni in politični liberalizem v Jugoslaviji, ki je bil kot slovenski, ki je bil kot, veste, torej centralističen, oziroma je težil k integralnemu jugoslovanstvu. Za ta liberalizem so bili značilni tudi bojeviti protikatolicizem in protikomunizem, kot rečeno, govorečo zagovarjanje jugoslovanskega unitarizma in centralizma. So pa v tem videli tudi, torej v nastanku nova država in v priložnosti, ki jih je ponujala, so videli tudi možnost za hitro obogatenje. Situacija je v marsičem primerljiva s tistim, kar se je v Sloveniji dogajalo v letih 90-91. Ti Skorojeviči, Novorož, Riš in tako naprej, neko nabiranje premoženja tako in drugače. Ena od znanih zadev tistega časa je tako imenovana afera Jadranska banka, ko je ta liberalni krog, vključno z Brezigarjem, torej poneveril zbrani denar za ekološki plebiscit. Patriotizem ima, kot veste, vedno ceno. Tako je bilo tudi takrat. Tako je bilo tudi seveda o osamosvojitvi, tisto drugo še vedno plačujemo. Torej, potem nastopa eno zelo zanimivo obdobje njegovega življenja z nastopom druge svetovne vojne. Brezigar je, kot rečeno, potem deloval iz ozadja, enkrat je bil izvoljen za poslanca, drugič ni bil zaradi afer, ki so se pojavljale in so znova podobna situacija, konkurenčne stranke in časopisi z različnih političnih polov, socialističnega in katoliškega ali klerikalnega, so ga obtožili poneverjati. Že tiste prve Dunajske in potem drugi. Zadeva se je potem vlekla, on ni bil izvoljen, je pa tožil tiste, ki so tako v njem pisali, predvsem časopis Slovenec. Na koncu je prišlo do neke poravnave, da tudi tukaj bi lahko naredil kakšno sporednico z današnjim časom. Brezigar je potem torej deloval bolj v finančno-strokovnih krogih, okrog jutra in liberalnih organizacijah in se ni izpostavljal. Ne rečem tudi to, da njegove slike, njegove fotografije v slovenskem zgodovinopisu sploh ni do sedaj. To bo prva objavljena njegova slika, ki so nam jo prijazno posredovali sorodniki, Marija Brezigar, med drugim drugače je pa to znana družina, ki v glavnem živi v Italiji in v okolici. Tudi zanimivo je, kako smo do njih prišli. Prišli smo
tako da je kolega Flajšman slikal nagrobnik na ljubljanskih Žalah. Potem sem jaz kontaktiral ljubljanske Žale, jih prosil, če lahko nekako prenesejo naše želje po kontaktu v družini, kar so ljubljanske Žale storile, seveda brez obveze. Pač rekli so, da bodo posredovali in so se odzvali, tako da je taka pravzaprav ena zanimiva usporedna zgodbica, kako je ta knjiga nastajala. No, torej, Brezigar je ob začetku druge svetovne vojne, ampak še pred napadom na Jugoslavijo, deloval za britansko obveščevalno službo, močno je bil povezan tudi s Čehi, ker je bila njegova žena Čehinja. In po napadu na Jugoslavijo naj bi ti liberalci ostali in naprej delovali za britansko obveščevalno službo, za SOE, vendar se to ni zgodilo. Oni so jih sicer razkrbeli z nekaj denarja, radio zvezami in tako naprej, tudi orožjem oziroma eksplozivnimi sredstvi, ampak potem z tem niso nadaljevali, nekaj jih je emigriralo, Brezigar je odšel v Split in se potem vrnil v Ljubljano. V času druge svetovne vojne je pripadal krogu inženirja Mačkovška, torej to je krog, ki je bil izrazito protikomunistično naravnan, proti Osvobodilni fronti, zaradi komunistov, je pa kazal željo po odporu. Vendar do tega nekega realnega odpora potem nikoli ni prišlo. Mačkovška so sicer aretirali, je moral Dachau in je tam umrl. Drugi so se nekako prikrili. Na koncu so pa vsi pristali v protirevolucionarni tabor, krogu Slovenske zaveze in torej tudi pri organizaciji bolj četniškega, bi rekel, gibanja, kot pa vaških straž oziroma milicije komentarja komunista. Od leta 1943 naprej od kapitulacije Italije je Brezigar živel v Rimu, bil je povezan z Mihom Krekom v glavnem, zavzemali so se za obnovo kraljevine Jugoslavije, tudi še po sporazumu Tito-Šubašič, kjer je en del teh politikov, migrantskih politikov pristopil na Titovo stran, na stran partizanskega tabora, en del pa ne, Krek in Brezigar in še nekateri ne. Izdajal je nek skromen šapilografiran časopis, brez večjega odmeva, potem je pa zadnja leta preživel emigracije v Avstriji. Jugoslovanske oblasti v odsotnosti je bil sicer obsojen, ampak mu je bilo zaplenjeno premoženje, potem tako imenovani sodišči narodne časti, ampak to je bilo zelo hitro anulirano. Ta sodišča to je posebno, zato pa so delovala zelo kratek čas, in so potem več ali manj vsaj deloma njihove sodbe razveljavili. V začetku 50-ih let so mu jugoslovanske slovenske oblasti obljubile, da ga ne bodo preganjale, da se lahko vrne v Slovenijo, ampak je ostal previden, ocenjeval je, da bo izginil, če se vrne, in je zato v Avstriji, živel v Avstriji v nekem domu za begunske starostnike in je tam potem v skromnih razmerah tudi umrl. Naj bi napisal še eno knjigo, vendar njen rokopis ni ohranjen, vsaj družina ga nima. Torej, to je nakratko njegova biografija, ki me je potrčeno zaintrigirala, predvsem z tega apostolovskega vidika, če sem odkrit, pa tudi z ekonomskega, ker Brezigar je vsaj v tem začetnem obdobju pisal številnih vprašanjih. Vsa zgodba moja osebna s to knjigo se je začela pravzaprav s tem, da sem bil zaprošen za en članek o Brezigarju in zadružništvu, potem se je pa to spremenilo v knjigo. Torej, še nekaj o samem programu in o Brezigarjevem razmišljanju. Torej, zagotovo nam ta Brezigarjev program, osnutek narodnega programa,
da zelo ilustrativno sliko razmišljanja v vrhu slovenske politike tistega časa, se pravi v Narodnem svetu in vladi SKS, čas, ki ga označujemo za prevratni čas. Ta beseda je bila takrat zelo popularna in tudi zgodovino, ki se je prevzela. Torej, jugoslovanska država tedaj še ni bila definirana, ni bil definiran način njene združitve, zato Brezigar o tem piše neodločno ali nedoločno. Nastajajočo jugoslovansko Slovenijo je poimenoval slovenska dežela. Tukaj bi vas spomnil na zanimivo reminiscenco. Izraz deželja se je v politično-propagandnem izrazoslovju pojavil še enkrat nekaj desetletij pozneje v 80-ih letih 20. stoletja. Čeprav, če gledamo to zadevo, mislim, da je Brezigarjev program na nek način celo bolj državniški kot tista akcija, ki je bila takrat in je išla pravzaprav iz turizma. Oboje pa izraža, to bi ga sicer zaneslo predalje, bom samo omenil, oboje pa izraža pravzaprav slovensko negotovost, nepripravljenost na državnost, ki se kaže še danes. In pravzaprav na neko razmišljanje, da je glavni nacionalni cilj dežela. Torej, dežela v smislu, da imamo neko področje, ki ga upravlja neka politična elita, kjer imamo naravne lepote kot višek, neko svojo glasbo, malo turizma in v zadnjem času, v zadnjem obdobju še malo športa. Brezigarjeva razmišljanja, ekonomsko razmišljanja so, čeprav se niso uresničila, so mnogo bolj resna, premišljena in dorečena kot tisto, kar je nastalo leta 90, oziroma kar bi lahko nastalo leta 90-91. Torej, Brezigar ne izhaja neposredno iz nacionalnih ozemlj. To je zanimivo. Njegov zemljevid, narisali smo zemljevid, kako si je on predstavljal slovensko deželo, ki je puščal odprta vprašanja. Njegov zemljevid je popolnoma drugačen ali zelo drugačen kot današnja Slovenija. In on tudi pravi, da nima namena definitivno vrisati mejnikov našega življenja. Recimo, to se vidi pri vprašanju porušenih Goriške in pri vprašanju Trsta. Goriško on v svoje ekonomske kalkulacije ni zajel, zato ker je bila porušena, ker je malce nenavadno, ampak mislim, da izhaja tudi iz negotovosti, ali bodo ti kraji v resnici pripadli torej novo nastali jugoslovanski državi. Podobno je pri vprašanju Trsta. On Trst obravnava zelo podrobno, tudi njegove kalkulacije, ekonomske kalkulacije so glede na tedanje stanje realistične, ampak to vse ob pogojniku. Ob pogojniku, ali bo Trst je ohranil zaledje, torej slovansko zaledje, v kakšnem razmerju bo, ne glede na to, kje bo, v kateri državi bo v odnosu do reke, ki jo je videl kot konkurenčno. Izhaja tudi iz tega, da če bodo Slovenci, če bodo hoteli Slovenci prevladati v Trstu, bodo morali prevzeti kapital, česar nimajo, naučiti se bodo morali pomorstva, ki ga ne obvladajo, in vsega, kar je povezano z njim, zavarovalništva, recimo, in tako naprej. Tako da tukaj on stvari analizira, jih pa pušča odprte. Na drugi strani, na vzhodu prav tako, kar je tipično za tedanjo politiko, ne zajema Prekmurja. Prekmurje takrat še ni v zavesti slovenskih politikov. Ali so tam sploh Slovenci ali niso Slovenci. Poznamo te zgodbe, kako je prišla prekmurska delegacija tedanjemu predsedniku vlade Josipu Vitezu Pogačniku, pa jih je vprašal, kje pa živite, a vi ste Slovenci. Torej, cela politika je razmišljala tako, hkrati
je pa v srčju njihovih razmišljanj Koroška. Koroška je nekaj, to si danes seveda spet težko predstavljamo, ampak Koroška je tedaj tako emocionalno vprašanje, da se v resnici niso znali predstavljati Slovenije brez Koroške. Jaz bi si upal celo trditi, da jim je bilo več do Koroške kot do Primorske in Trsta. In da bi se jih, niso v tem odločali, če bi morali odločati, bi se lažje rekli, torej Trstu in Primorski kot pa Koroški. To je ta izrazita krajinska miselnost, ki je tudi vse, kar je na vzhodu in kar je na zahodu in ki še danes pravzaprav nekako vsaj sredno ima politični vpliv, tako da je pa še mnogo. Torej, z tega stališča seveda so Brezigarjeve kalkulacije precej, ne bom rekel utopične, ampak vidijo državo geografsko drugače in v tem smislu torej njegove kalkulacije niso uporabne. Je pa zanimiv, čeprav je bil liberalec, je pa zanimiv njegov pristop k ureditvi gospodarstva. On je izhajal iz tega, da je treba premoženje, kljub temu, da je bil liberalec, nacionalizirati. Torej, treba zlasti velika posestva, pa tudi velike tovarne, ker tukaj gre za nemško-židovski kapital, ki je vedno vladan Slovencem in to morajo Slovenci dobiti v svoje roke. In velik poudarek daje zadružništvu. On je recimo izračunal, kolikšno posestvo bi preživelo 4-5-člansko družino, koliko hektarjev, koliko gozdov in tega. In naredil je tudi, temu bi rekel, prva socialna košarica. On je izračunal, koliko ena družina potrebuje, da preživi na mesec, katera živila, to je seveda drugače kot danes, takrat so bili to olje, petrolej in tako naprej, čevlje, obleka, ampak v osnovi torej izhaja iz neke dokaj močne socialne note. Čeprav seveda sicer zagovarja tržno gospodarstvo, ampak izhaja iz tega nacionalnega interesa, iz tega stališča zagovarja tudi carine in tako naprej. Torej, če končam, gre za izredno zanimiv program, ki seveda v nekih konkretnih izračunih danes nima nobene vrednosti, je pa pokazatelj nekega precej globljega premisleka, kot ga je bila slovenska politika zmožna leta 1991. In zlasti on zaznava duh časa. In to je tisto pravzaprav, kar je pri njem najbolj aktualno in kar bi jaz izpostavil in pravzaprav poslal vsemu slovenskemu političnemu vrhu, sploh tistim, ki so leta 1991 zagotavljali, da smo dosegli vrh zgodovine. On je napisal, citiram in s tem bom končal: bližamo se velikim spremembam v življenju človeštva. Majajo se stebri dosedanjega političnega ustroja. S to največjo spremembo, kar jih je videla človeška zgodovina, se bodo začrtala tudi gospodarstvo nova pota. Stojimo pred velikim gospodarskim preobratom. Od nas bo odvisno, ali bo zgradba dobra ali slaba. Mislim, da smo danes pred zelo podobnim izzivom, kot je bil Brezigar takrat. Hvala. Hvala. Samo še en dodatek k temu, kar je Božo povedal, kako smo prišli do knjige. Minilo še ni 70 let od smrti avtorja. In v tem kontekstu, Mojca zdaj seveda prikimava, smo morali seveda od avtorja pridobiti pravico, da lahko zadevo objavimo. In to smo uredili, zato seveda bo knjiga lahko išla leta 2023, ne pa še 2028.
Vse knjige so na voljo v knjigarni Filozofske fakultete, tisti, ki pa niste za trdne formate, ste pa za digitalne, ste pa lahko v PDF-u. Kakšno vprašanje? Ja, seveda, zdaj sem hodil z reklamirati. Zdaj pa še vprašanje. Predstavitvi je izjemno fascinantne, tako da jaz kar jemljam pravico do vprašanj. Zdaj ne ravno te knjige o okupacijskih mejah, ker jih že zelo dobro poznam, predvsem za Ano in tudi za Boža. Ana, tvoja knjiga je na vrhu mojega kupčka knjig, ki je še nisem prebrala, tako da v bistvu dve vprašanji sta mi zdaj padle na pamet. Najprej, zakaj si se odločila za analizo mariborskega in celjskega okrožja? Po pravici povedano, ne bi ravno pričakovala, no? Ampak drugo vprašanje pa še, če sem dobro poslušala, nisem načela, če si morda naredila analizo, v katerem mestu ali pa temu nosečnosti so se splavni pojavili. Je to bolj na začetku, ali so tudi nekje sredi nosečnosti tega splavni? Odgovori zdaj? Hvala za dve vprašanje. Ja, odgovor na prvo vprašanje predvsem pragmatične narave. Jaz sem mesece in mesece ždela v ARPS-u, v Arhivu Republike Slovenije, in iskala sodne spise iz Ljubljanskega okrožnega sodišča in sem našla samo enega. Tako da vsi spisi, ki so hranjeni iz tistega obdobja, pač med njim je samo eden, ki se dotika teh vprašanj. Mogoče se je med tem kaj spremenilo, ampak mislim, da sem nazadnje pred kakšnim letom ponovno popraševala in so zadeve še skratka boljša ohranjenost tovrstnih virov v Mariboru in Celju. V Trstu sem tudi raziskovala, ampak glede na tematiko potem nisem vključila v knjigo, ker druga država. Zdaj, kar se pa tiče teh splavov, ja, to je tudi zelo relevantno in pomembno vprašanje. Splavljale so čez celotno rodno dobo. In imamo, in to je tudi načela sem vprašanje, nisem ga želela do konca razstaviti in analizirati, ker želim, da kdo kaj tudi prebere v knjigi. In sicer te podobe mazačk in mazačev. Nekatere so upravljali splave v zelo visoki nosečnosti, ker je po mojem mnenju tudi že skoraj sporno iz vidika zdravja te nosečnosti, tako da imamo primere 7-8 mesečnih vdov. Ki so ponavadi zelo pogosto, zlasti imamo mariborske primere s tem zvezi pri eni in isti mazački se končali tudi smrtno nosečnih žensk. Žalostno zgodbo. Hvala. Eno vprašanje bom tudi za Boža. In sicer, zdaj, ko si govoril o programu Brezigarja, te ljudi, ki so meni zelo poznani, sploh tisti, ko boste danes na popoldanskem panelu, boste videli, da bom govorila o zelo podobnih zadevah. Ampak v bistvu me zanima, morda veš, ali je Brezigar imel kakšnekoli predloge za svoje delo? Se pravi, iz kakšnih čeških ali pa kakšnih drugih programov? Ja, zdaj, koliko so primerjali druge programe, ne vem, ker so bile poti različne. Čehi so takoj začeli razmišljati o svoji državi, Slovenci svoje slovenske enote, svoje vojske pravzaprav, in so vladno želeli vojno. Ampak je pa Brezigar, oziroma tukaj gre za to, da je Brezigar stvari sintetiziral. Drugače bi pa jaz telo bolj rekel kolektivno, da se lahko tudi pove. Se pravi, celotnega tega gospodarskega odseka in nekaterih drugih strokovnjakov. In oni so izhajali iz obstoječih podatkov, da to iz časa Avstro-Ogrske in pač tisto, kar so imeli za čez Poljce. Se pravi, on, ko je to obravnaval, vsako pokrajino posebej, in tudi Trst posebej, je izhajal iz obstoječih ekonomskih podatkov, ki že potem se stavili. Tako da ni to nekaj delalo na pamet,
izhaja iz tega, kakšno je stanje Slovencev, oziroma kakšno je stanje po posamičnih historičnih deželah in kakšno bi moralo biti, če bodo Slovenci nekoč zavladali na tem prostoru. Zanimive so mi rešitve, ker te rešitve so v bistvu identične tem, ki jih je predložil Znanstveni inštitut SNOS. Se pravi, to v bistvu mi je zanimivo v luči, glede na to, da je Brezgar pripadal proti komunističnemu taboru, potem da to v bistvu nekaj. Ja, tukaj ni, mislim, razlike so v metodah. Če zdaj recimo govorimo o agrarni reformi in nacionalizaciji, je bila takrat mišljena recimo temu na meščanski način, se pravi z nekimi odškodninami in tako naprej. Medtem ko je revolucionarni koncept seveda tak, da je to brez odškodnina ali z minimalnimi odškodninami. Drugače pa je zelo podobno tudi vojno, recimo če gledate, če izhajamo iz tega, vse zadeve izhajajo iz nacionalnega koncepta. Iz koncepta nacionalnega gospodarstva, ki smo ga imeli leta 90-91. Veste, da je pravzaprav vprašanje nacionalnega interesa postalo posmeh in da danes Slovenija nima nič. 8 milijard je še premoženja, da se zdaj na smrt tepejo. Nima letališča, nima letalske družbe, nima banke, ne obravuje ekonomskih tokov. Se pravi, zato govorimo o deželi. Je neka deželica, ki sicer relativno, kjer ljudje relativno uspešno živijo, ampak to je bolj malo odvisno od njih, ampak tudi okolje, od Evropske unije in tako naprej. No, ampak hočem reči to, nacionalno izhodišče je bilo naši sovražniki so Nemci in z Nemci je treba v ekonomskem smislu obračunati. In to je enako pri komunistih, pri liberalcih, pri katolikih. Če gledate vprašanje obračuna z nemško manjšino pri partizanskem in protipartizanskem taboru, vprašanje nacionalizacije njihovega premoženja popolnoma enako. Nobena razlika. Morda bi bil ta protipartizanski tabor celo bolj drastičen, ne moram tega reči, ampak vsekakor je izhod, tukaj je enako. Potem se pa začnejo razlike, ampak koncept je, ki je tudi logičen pri takem narodu, razdeljenem kot so Slovenci na krajine. Koncept je, mi moramo ustvariti nacionalno gospodarstvo. Samo nacionalno gospodarstvo bo ohranilo Slovence eksistenčno in seveda tudi to v drugem smislu. Super, hvala. Če ni več, potem lahko naredimo vlasti kamer.